Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In tokrat so v Mengšu. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 30 minut. Kaj se prav nastavlja, no? Kaj se prav nastavlja. To zdaj postaja že trening video. Mal hoje v breg, Lali ni glih navdušena. To je najem prvi obisk v notranjosti katerekoli cerkve v občinah in za prvič je res čudovita. In še trenutna lestvica top 10. Kam greva, Lali? Hodiva proti Pravljičemu boku. O, poglej to! To moram slikati. In ja, prvi drevored v občini. Zdaj pa seveda čas za malo zgodovine. Grad stoji na robu Mengeške ravnine. Prvič je omenjen leta 1286 in ohranja renesančni značaj s srednjeveškimi temelji. Pozidali so ga grofje Lamberg okoli leta 1530. Sam še na hitro grem pogledat do tega razgledanega stolpa. Ne vidi se veliko, tudi vreme ni dobro. Tam zadnji nekje so Kamniško-Savinjske Alpe. Nič, grem nazaj k Lali. Leta 2004 so blizu gradu našli bronasti meč, enega najstarejših te vrste v vzhodnih Alpah. Nice location for relaxation. This is gonna be our first merch, probably. Druga lokacija, jezero Pristava. Zelo je lepo. Jezero je nastalo na območju nekdanje opekarne. Znano je po raznolikih in redkih rastlinskih ter živalskih vrstah. Tukaj tudi poteka slikovita pot ob južnem delu Gobavice proti jezeru Pristava in Rašici. Cerkev za menoj je cerkev svetega Mihaela, najstarejši spomenik Mengša. Ima gotski prezbiterij in freske iz 15. stoletja, zgrajena pa je bila v 13. stoletju. To pa še ni vse. Cerkev ima tudi redek samostojni zvonik iz 16. stoletja ter več pomembnih elementov, kot so oltar iz leta 1740 in Plečnikov krsilnik iz leta 1950. Wow, ta cerkev je res posebna. To je najem prvi obisk v notranjosti katerekoli cerkve v občinah in za prvič je res čudovita. Strop, detajli, čisto vse. Ob cerkvi pa so našla še kip Franca Jelovška, znanega slovenskega baročnega slikarja. Ta je poslikal številne cerkve s freskami in se rodil prav tu v Mengšu. Ja, mal hoje v breg, Lali ni glih navdušena. Finally, look at Lali. Hikemeister. Zdaj, ko smo prišla do Sape, je čas mal za zgodovino. Stari grad Mengeš je prvič omenjen leta 1154. Danes se vidi le del ruševin. Moram reči, da si Lali zaradi pohoda zasluži eno kavico. Čas za zaslužen odmor ob kavi. Ta kraj je res popoln. Obdan je z naravo in z lepim razgledom na zvonik pri cerkvi svetega Mihaela. Malo so se sprostila, zdaj greva pa raziskovati park. Lep park, odlična lokacija za kavo. Evo, dala grem pa Lauri pokazati, kje so včasih treniram. Še en drevored in to ni zadnji. Ostani do konca. Lali telovat, to zdaj postaja že trening video. Zdaj pa greva do Mengeške koče.
Na poti do tja pa vas čaka še ta pravlična dežela. Je zelo luštna in ima lesene kipe. Cute, they're so cute. Mengeška koča pa ima tudi te luštne živalce, ki so zelo prijazne. Sem lahko prideš peš ali pa z avtom. Beki. Kaj se prav nastavlja, no? Kaj se prav nastavlja, no? Po božanju koz sva šla pozdravit še konje. Ajša, Lucy. Mengeška koča na Gobavici stoji na gozantem hribu nad Mengšom na nadmorski višini 433 metrov. Kot so že omenila sred videa, je tukaj veliko drevoredov. To je drevored lipce. Poglej ta velika drevesa. Vidva tudi, da sadijo nova drevesa, da ga ohranjajo. Na koncu drevoreda je meja z občino Domžale. Zato so praktično na zadnjih metrih Mengša. Občina 20 od 212 končana. In občino Mengeš uvrstiva na 18. mesto. To je to za ta video. Hvala za ogled. Všečkaj in se naroči na najin kanal, ker je to popolnoma brezplačno. Se vidimo v naslednji epizodi. Čau!